Pozdravljeni, moje ime je Igor Ravbar, sem strojni inženir. Zadnjih 30 let sem delal v Narodnem muzeju kot restavrator za kovino in orožje. V prostem času pa sem pred 20 leti naredil nekaj lesenih koles, in sicer 3. Predtem sem tam delal že lesena plovila. 2 od njih so tudi v Tehniškem muzeju. No, lansko leto, ko sem pa odšel v pokoj, pa sem se odločil, da dam še 3 kolesa v Tehniški muzej, kjer so jih k sreči z veseljem sprejeli. In ta 3 kolesa bomo danes nekako predstavili. Ja, to je mogoče neka ideja, želja potem, da narediš nekaj takega od tega, ko imaš idejo v glavi, do tega, da jo spraviš na papir, potem narediš načrte in se lotiš z materialom nekaj narediti. Prve stvari, kot sem že rekel, najprej sem delal lesena plovila, in sicer iz smrekovih letvic, ker mi je teh letvic nekaj ostalo in ker sem začel razmišljati, da bi si tudi kolo mogoče naredil enega drugega, da se ne bi več starim rogovim vozil. Pa sem se odločil, da bi pol naredil iz lesa. Raziskal sem, kaj je v svetu že narejenega na tem področju, razmišljal, kje moramo hraniti kovinske dele in kje grem lahko v les. No, na koncu je prišlo do tega, da sem naredil kolesa, ki imajo veliko delov iz lesa, tako da če bi les odvzel stran in bi ostalo samo kovina in guma, bi bilo tega res zelo malo in ne bi bilo vozno, tako da lahko govorimo o lesenih kolesih. Ta kolesa so mestna kolesa. To se pravi, da imajo prestave največ 3, da so narejena, da lahko sicer zapelješ čez robnik, niso pa to za nek teren, kaj takega. Ta ležeč je pa tudi čisti eksperiment, ker sem hotel probati, kaj je ta kolesa, ki so bila nekaj časa v svetu precej popularna, mislim, da jih še danes nekateri vozijo. Sem pa probal, kakšen je ta drug način vožnje, a sem pa ugotovil, da v bistvu to kolo ni tako primerno za mesto, ampak je bolj primerno mogoče za neke krajše razdalje, ker pri semaforjih in nenehnem ustavljanju je pri teh kolesih ležečih malo problem. Medtem ko obe mestni kolesi so se pa izkazali kot zelo v redu, seveda so vedno potrebna kakšna popravila. Tudi marsikaj sem se naučil s tem, ki sem jih naredil, kje so šibke točke, kaj je treba mogoče ojačati s kovino, kaj ne. Sem šel pa na to, da je res čim več, kar je možno, vključno s tem, da imam recimo na prvem kolesu, ki je moško, mestno kolo, tudi lesen sedež. Seveda, kolesa so narejena po meri in če je kolo narejeno po meri, sem lahko pa tudi lesen sedež naredil s tem, da ima seveda v spodaj vzmetenje, tako da ni nič slabše kot drugi sedeži. Ostale stvari pa so v tem smislu. Pri lesenem moškem kolesu lahko omenim še to, da je krmilo in vilice, da so v enem kosu, kar ni običajno pri kolesih, ampak v tem primeru sem zaradi boljše trdnosti to naredil in se je izkazalo za zelo dobro. Jaz sem se odločil za to, da ne bom vzel masiven les, ampak sem se odločil za laminiran les. Torej, vzel sem smrekove letvice in pa vzel sem furnir iz bukov furnir in sem to skupaj laminiral in je prišla ena taka trda konstrukcija, zelo močna, ki ima sicer na dolgi rok malo problem to, da se s časom, ampak to res čez dolg časa malo razplasti in je treba na nekih delih tudi popravljati. Glavni del pri vseh teh je ta okvir, kjer sem se pa lahko zaradi lesa ukvarjal tudi s kakšnimi drugimi zadevami, še posebej zato, ker so kolesa narejena po meri. Tako da recimo moško kolo in nekateri deli, ki so pri običajnih teh diamantna oblikah okvirja, sem jih naredil lahko drugače. In sicer sem del zadnjega blatnika uporabil kot nosilc in je zato ima tako malo drugačno obliko. Povsod mi je bilo pa zelo bistveno, da dam tudi košaro oziroma nek zaboj, kjer sem prvotno mišljen za čelado. Tako da ima ležeče kolo in prvo moško kolo to zelo izrazito košaro, pa tudi žensko kolo ima sprednji košaro, ki pa se lahko vzame stran in se gre lahko z njo v trgovino, na tržnico in tako naprej. Ja, imena so pač v tistem času sem taka dal, ne vem točno zakaj, kot Wood, ena je pa, ker je bil prvi. Ja, to je prvo kolo, ki sem ga začel takrat delati, res neposredno potem, ko sem nehal čolne. Sem se še največ z njim ukvarjal, bi mogoče rekel, zato ker je bil to seveda prvi, ker sem sploh hotel probati, a to sploh dela ali ne. In predvsem sem razmišljal o tej obliki okvirja.
pa ta povezava med okvirjem in med krmilom oziroma vilcem. In sem seveda naredil pol to idejo, da sem to naredil v enem kosu, ko sem lahko vse zadeve posebej naredil na novo. Zanimivost, se pravi, mogoče zanimiva je ta škatla zadaj za čelado, kadar je ne uporabljam. No, zaradi tega so mi tudi včasih rekli, da je kolo tako kot ladja, to se mi je pol še prav posebej dobro zdelo, tako razmišljanje. Drugače pa ostale stvari sem lahko se prilagodil lesu. Les sem lahko zvijal, ker to je smrekove letve se dosti dobro krivijo. Probal sem tudi, koliko se največ lahko skrivijo. Naredil sem to pač prvo varianto, pa sem se vozil, videl, kaj je ne dela najboljš, ki sem mogel kakšne očitve narediti. Kakšno stvar sem tudi opustil, tako da na koncu sem prišel do tega, da sem imel v bistvu samo eno zavoro in sicer to torpedo, kot se reče, ali pa kontra, smo včasih rekli. Nobenih prestav več, vse je šlo stran, kar ni bilo nujno, najbolj pomembno in tako da na koncu sem se vozil s takim. No, se pravim, potem je prišla pa ta krasna zamenjava, da sem s tem kolesem, ker sem se toliko let vozil v službo, ampak res v vsakem vremenu in tudi dostikrat sem ga zunaj pozabil in ga nisem dal pod streho in tako naprej, tako da je dobro, da je zdržal toliko časa. No, potem je prišlo te krasne menjave, muzej pa moj pokoj. Ja, to je pa bil eksperiment čist, ne. Vedel sem, da se s temi ta kolesa obstajajo, nekateri jih celo zelo hvalijo, nekateri so imeli tudi neke uspehe s tem kolesom, ki so probavali, predvsem so zanimiva, čeprav zelo predelana, ampak vendarle po tem principu tudi kolesa, s katerimi so dosegali te svetovne hitrostne rekorde, pa tako naprej. Nekateri pravijo, da so ta kolesa tudi zanimiva zato, ker imaš hrbtenico, nimaš toliko obremenjeno, ampak se pravi, ima pa druge, bo rekel, mogoče slabosti, ker pa je, mogoče nisi toliko stabilen na cesti. Oziroma na cesti si stabilen, ampak ko se ustaviš, nisi tako stabilen kot na običajnem kolesu. Drugače pa je kolo zanimivo. Jaz sem spet tukaj hotel ene par svojih idej noter dati in sicer sem se odločil, da bo medosna razdalja pri tem kolesu krajša, kar pomeni, da da poganjam pred sprednjim kolesom. In to mi je več ali manj uspelo. Pa tudi sprednji nisem hotel dati teh velikih zobnikov, ki običajno pride, ampak sem naredil en predprenos od poganjalk pa do sredine kolesa, tam je bil pa potem običajni prenos naprej iz velikega zobnika na manjši zobnik zadaj in pa 3 prestave, notranje prestave Stormy Archer. Sem noter vgradil ta zadnje kolo, sprednjega sem naredil manjšega, zadnjega večjega, tako kot je pri teh kolesih dostikrat, pa ta kolo ni pretirano nizko, tako kot so nekatera ležeča kolesa, to je v bistvu tako udobno sediš in dosti udobno poganjaš. V bistvu je bil izdelan recimo za mojo ženo, tako da je tudi po teh pomerah narejen. Uporabljal se je kar veliko časa, vendar sem tukaj mogoče majhen prej imel probleme s to razplastitvijo, ker to kolo je pa narejeno pa samo iz 2-milimetrskega furnirja in sicer sem laminiral smrekov pa bukov furnir spet in je prišlo do manjših problemov. Pa seveda, jaz sem se z mojim VU1 vozil res vsak dan v službo. To je mogoče bilo tam 3 do 5 kilometrov vsak dan, ampak res velikrat, to je bila moja edina rekreacija vedno. Medtem ko žensko kolo je bilo uporabljeno bolj za v sobotah, nedeljah, ne. Ampak je vseeno zdržalo svoje, tako da se je dalo tudi zanimivo z njim voziti. Predvsem ta košara, ki se je dalo ven vzeti, je bila dosti zanimiva. Pa tudi oblike sem lahko speljal spet čisto drugačne zaradi tega krivljenja lesa, ki je čisto drugače kot pri krivljenju kovine. Mogoče neka taka podobna kolesa danes lahko delajo, ko se uporablja veliko kolesa iz plastičnih mas, tudi iz kevlarja ali pa iz teh ogljikovih vlaken. Se to da, samo gre seveda za večje serije. Tole pri meni so bila seveda samo po eno kolo narejeno vedno. Ja, jaz sem zdaj ugotovil, da ta kolesa bi rabila ali zelo veliko, predvsem govorimo o tem prvem kolesu, zelo veliko prenove oziroma popravila, oziroma se mi zdi, da je nekako ena taka življenjska prelomnica, ne, za mene, tako da odhajam iz muzeja, kolesa grejo v muzej, boljše, da grejo v muzej, kot pa da so v kleti in nekaj se prah na njih nabira, tako da to se mi je zdela res taka pomembna zadeva. Pa seveda še to, da je bila pripravljenost v Tehniškem muzeju takoj, da se pridobi predmete, ki so plod domačega znanja, lastnega razmišljanja. Konec koncev naša tradicija v Sloveniji je kar velika, kar se koles tiče in to zdaj pač sicer ena domača, eksperimentalna zadeva, ampak vendarle toliko časa uporabna, da bi lahko že rekli, da gre za eno kar zanimivo raziskovanje. Tudi za mene je bilo to eno tako boljše obdobje v življenju, ko sem to raziskoval, iskal, delal probe, modeliral in tako naprej, predvsem ogromno risov. In jaz mislim, da je to ena taka zelo fina stvar. Od razmišljanja pa do tega, da daš
kolo na cesto in se peleš, od razmišljanja pa, da daš čoln v vodo, sedeš noter in odveslaš. To je meni najboljš, kar je možno. Zdaj se ukvarjam pa z drugimi stvarmi, recimo s keramiko, ravno tako razmišljam, naredim in pijem kavo.